v izjemno čast in veselje mi je, da sem dobila kot predsednica zbornice to priložnost, da se lahko danes v imenu trgovcev, pa seveda tudi potrošnikom, zahvalim za naslednji sklop razrahljalnih ukrepov, ki so nas doleteli včeraj. Včeraj smo namreč lahko trgovci odprli trgovine z športno opremo, knjigarne, trgovine z oblačili in trgovine z obutvijo, vendar žal samo tiste, ki merijo manj kot 400 kvadratnih metrov. Če bi dala oceno, kakšen je bil včerajšnji obisk, bi lahko rekla zelo zadržan, vendar z velikim nasmehom in zadovoljstvom kupcem, ki so se včeraj odločili za obisk naših trgovin. Ta zadržanost pa ni trenutna zadržanost. Prepričana sem, da je ta zdravstvena kriza, ki smo ji priča in ki jo še vedno preživljamo, bo pustila globoke posledice v nakupnih navadah slovenskih potrošnikov. Slovenski potrošnik je bil že od nekdaj zelo racionalen, zadržan, varčen. Tokrat po tej krizi, ki je popolnoma drugačna od gospodarske krize, ki smo ji bili priča leta 2008, bo seveda še varčnejši. Ta varčnost pa bo odvisna tudi od hitrosti okrevanja po krizi, skratka tudi od učinkovitosti ukrepov, ki jih bo vlada pripravila za tretji paket, ki naj bi pomenil v osnovi paket ukrepov za izhod iz krize. Torej, kot sem že rekla, včerajšnji obisk potrošnikov v naših prodajalnah je bil skromen. Potrošniki so v glavnem, v pretežni meri upoštevali tako varnostno razdaljo, tako maske razkuževanja in skratka obnašali so se samozaščitno. Za naše trgovce pa lahko rečem, da so, kar se zaščitnih ukrepov tiče, že prav zverzirani. Zadovoljstvo pa je bilo nepopisno, predvsem zaradi tega, ker upamo, da bodo temu rahljalnemu ukrepu sledili tudi drugi. Namreč, kot Trgovinska zbornica Slovenije smo na vlado že naslovili pobudo, da bi po vzoru Avstrije sprostili tudi nakupovalna središča, torej naše blagovne centre, ki pa zaenkrat še vedno ostajajo zaprti. Avstrija je namreč z 2. majem sprostila nakupovanje tudi v blagovnih centrih, prav tako pa je nekoliko zmanjšala varnostno razdaljo med potrošniki, tako da je pri njih zdaj dovolj 1 meter varnostne razdalje. Kot sem že rekla, nakupne navade slovenskega potrošnika se bodo pomembno spremenile. Odvisno bo od budžeta, ki ga bo imel vsak posamezen potrošnik na razpolago, pa ne samo od tega. Odvisno bo tudi od nadaljevanja, da tako rečem, povečanega obiska spletne trgovine. Slovenija je sicer bila nekoliko pod povprečjem, govorim o podatkih pred krizo, pod povprečjem rezultatov Evropske unije, kar se tiče spletnega nakupovanja, vendar v zadnjih 2 mesecih pa je to spletno nakupovanje doseglo pravi boom. V odstotkih bi težko rekla, da pomenijo pomemben prispevek k celotnemu prihodku posameznega trgovca, vendar pomembno vpliva trend na nakupne navade potrošnikov. Ne samo, da so trgovci pripravili boljše platforme za prodajo preko spleta, navadili so se tudi potrošniki in spletno prodajo uporabljajo vsakodnevno. To bo zelo, zelo pomembna sprememba, ki bo vplivala na nadaljnji razvoj trgovine in vplivala seveda tudi na potrošnika. Tako kot smo na Trgovinski zbornici že v zadnjih 2 letih večkrat poudarili, uspešen bo in preživel bo samo tisti trgovec, ki bo razvijal vse nakupovalne kanale, vse prodajne kanale, torej tako klasično trgovino kot tudi spletno trgovino in prepričana sem, da vsi trgovci na teh novih platformah tudi že delajo.
Kakšna pa je ocena rezultatov v trgovini, če bi pogledala vpliv teh 2 mesecev korona krize, da tako rečem, ki je praktično za nami? Torej, številke so zelo, zelo zaskrbljujoče. Prodaja v živilskih trgovinah kljub začetnemu zelo, zelo povečanemu povpraševanju je pomembno upadla in danes poudarjam, da so to moji osebni izračuni, uradnih izračunov na zbornici še nismo pripravili, je upad prodaje v živilskih trgovinah več kot 15%. In tega ob predpostavki popolne normalizacije razmer, čeprav se to seveda ne bo zgodilo, nikakor ne bomo mogli nadomestiti do konca leta. Še večji upadec prodaje je v tehničnih trgovinah, torej pohištveni, bela tehnika, gradbeni material, kjer so bile trgovine praktično mesec in pol popolnoma zaprte, vsi zaposleni pa na čakanju. Zavedati se moramo, da tehnična trgovina v Sloveniji predstavlja polovico vseh prihodkov, ki jih ustvarja trgovina, to pa je dobrih 15 milijard letnega prometa. Moji osebni izračuni kažejo, da bo realizacija celotne trgovine v letošnjem letu namesto načrtovanih 32 milijard tam nekje za 6-7 milijard nižja. To pa lahko pusti globoke posledice na različnih področjih. Naš drugi gost pa je profesor dr. Marko Noč, vodja strokovne zdravniške skupine, ki je delovala kot komisija pri ocenjevanju primernosti ventilatorjev za predihavanje bolnikov s COVID-19. Glede na to, da se je o tej temi v preteklih dneh veliko govorilo in se še vedno govori, se mu zahvaljujem za udeležbo na današnji novinarski konferenci in vsa pojasnila, ki jih bo podal. Najlepša hvala za priložnost. Skratka, ko sem 14. marca okoli 10. ure zjutraj prišel na prvi sestanek svetovalne skupine dr. Bejovićeve, je bilo v zraku čutiti zelo veliko negotovosti. Situacija v naši soseščini je postajala vse bolj kritična, naša skladišča zaščitne opreme so bila prazna, natančne ocene razpoložljivih intenzivnih postelj in respiratorjev nismo imeli. No, danes, 52 dni kasneje, 3 dni nismo beležili pozitivnega bolnika, včeraj pa le 4. Spopad s prvim valom epidemije, ki pa seveda še ni končan, je bil nedvomno velik uspeh, ki nas uvršča ne le v evropski, ampak tudi v svetovni vrh. Če se primerjamo z bolj razvitimi deželjami, kot so Avstrija, Italija, Španija, Francija, Združeno kraljestvo, Belgija, Švedska, je bilo skupno število naših, žal, umrlih bolnikov večkrat manjše. Tudi delež naših bolnikov v intenzivnih enotah, ki so umrli v intenzivnih enotah, hvala Bogu ne presega 20%, kar je primerljivo z najboljšimi priporočili v strokovni literaturi. Tak uspeh pa so slovenski intenzivci dosegli zaradi svojega znanja in bogatih izkušenj. Nujen predpogoj pa je bil pravočasno obvladovanje epidemije, ki je preprečilo nekontroliran in neobvladljiv naval intenzivnih bolnikov, ki mu ne more biti kos še tako razvit zdravstveni sistem. Naša največja zasedenost intenzivnih enot je bila namreč le 35%. Samo spomnite se televizijskih prizorov iz Italije, Španije, New Yorka. Hvala in bravo Slovenija. Danes smo v fazi, ko je prvi val epidemije postopoma začel izzvenevati. Torej, epidemije še ni konec, le prešli smo v fazo izzvenevanja. Zato moramo še vedno natančno upoštevati vsa navodila vedenja, ki smo se jih v preteklih tednih skupaj naučili. Sicer bomo izgubili vse, kar smo skupnimi močmi prigarali v več kot 7 tednih. Prav pa je, da se že sedaj, v mirnejših dneh, če temu tako rečem, stroka začne sistematično pripravljati na verjetni drugi val.
Pri tem bomo seveda uporabili vse, kar smo se naučili do sedaj. In tako bo tudi na področju intenzivne medicine, kjer je eno naših glavnih orodij dihalni aparat ali, kot ga imenujemo, respirator ali ventilator. No, o respiratorjih je bilo v zadnjih dneh veliko in preveč kavarniških pogovorov in objav, ki so sicer strokovno jasno situacijo zameglili, ustvarili navidezen razkol v stroki, polarizirali ljudi in žal po krivem diskreditirali tudi nekatere posamezne strokovnjake. Zato je čas, da stroka preseka ta gordijski vozel, prevzame iniciativo in slovenski javnosti nalije čistega vina s konkretnimi številkami in nadaljnjo strategijo. Trenutno imamo v državi več kot 430 strokovno ustreznih respiratorjev. Iz nabav posameznih bolnišnic in države pa si v prihodnjih tednih obetamo še dodatnih 140 respiratorjev. Na ta način pridemo do številke 570, kar krepko presega število razpoložljivih intenzivnih postelj in verjetno tudi ustreznih priključkov za kisik v slovenskih bolnišnicah. Zato je včeraj vlada po nasvetu naše svetovalne skupine podjetju Geneplanet vrnila že dobavljenih 20 respiratorjev SiriusMed in prekinila pogodbo za nabavo nadaljnjih 110 enakih respiratorjev. Ob tem je potrebno poudariti, da ima Slovenija, kar se tiče respiratorjev, tudi rezervni scenarij nabave do 300 respiratorjev na skupnem evropskem razpisu. A ob navajanju teh številk se moramo zavedati, da je respirator, kljub temu, da je nepogrešljivi del intenzivne medicine, le del celotne zgodbe. Za dobavo, za dobro delujočo intenzivno enoto namreč potrebujemo še dodatno opremo, kot je ustrezna postelja, monitor, infuzijske črpalke in tisto najpomembnejše, izobraženo zdravniško in sestrsko ekipo, ki mora biti na voljo 7 dni na teden in 24 ur na dan. Brez te ekipe, ki mora v primeru COVID biti tudi ustrezno zaščitena, je intenzivna enota kot sodoben avtomobil brez voznika. Žal je Slovenija po številu intenzivnih postelj na milijon prebivalcev na dnu evropske lestvice, kar je posledica nereševanja nakopičenih problemov v preteklih 20 letih, na katere je sicer stroka vse skozi opozarjala. Tu bo potrebno takoj in sistematično pristopiti k rešitvam, a v kratkem času do morebitnega drugega vala vsekakor ne bo mogoče postoriti vsega. Ključ do uspeha ob morebitnem drugem valu je zato v tem, da pravočasno odkrijemo morebitno ponovno širjenje virusa in državo po domače povedane zaustavimo, kot smo jo ob prvem valu. Le na ta način naše intenzivne enote po domače povedano ne bodo pokleknile. In tu bo zopet ključno vaše sodelovanje, tako kot je bilo pri prvem valu, saj nas sicer ne bo rešilo niti 1000 najbolj sodobnih respiratorjev. Najlepša hvala.